Dober večer vsem. V naslednji uri bomo prisluhnili argumentom Gregorja Strmčnika in Gašparja Mišiča. Obema lep pozdrav. Oba si želita postati župana nove občine, oba imata svoje načrte, kako se bo razvijal Ankaran. Soočenje smo Radio Koper in Primorske novice pripravili tu v ankaranskem hotelu Konvent. Vodili ga bova kolegica Tatjana Tanackovič in Nataša Ogrin-Tomšič. Najprej vprašanje gospodu Strmčniku. Vaša kandidatura za župana je pravzaprav samoumevna, saj ste na ustanovitev občine pripravljali temeljito in projektno. Kaj menite, vam bo na teh volitvah uspelo zmagati in zakaj? Kateri so vaši najmočnejši aduti? Izvolite. Torej, najprej lep pozdrav Primorskim novicam, Radio Koper, vsem, ki nas spremljate in seveda celotnemu občinstvu lepa hvala, da ste prišli. In predvsem lep pozdrav vsem, ki imate Radio Ankaran. Moja kandidatura niti ni bila tako samo po sebi umevna, bolj logično pa je, da nekako v tretji tretjini zaključimo projekt, ki smo ga pred 6 leti začeli in v prvih 3 letih peljali kot pobuda za ustanovitev občine Ankaran, ki je bila potem 9. junija 2009 ustanovljena. V naslednjih 3 letih sem imel čast, da sem vodil svet krajevne skupnosti, ki je po odločbi Ustavnega sodišča dobil tudi delna pooblastila, da ščiti interese občine Ankaran v konstituiranju. In sedaj je pred nami tretji del, ki je verjetno najpomembnejši, da se v tem obdobju, v prvem mandatu, ki je ključen, v občini Ankaran konstituirajo njeni organi, da se vzpostavi učinkovito delovanje občinske uprave, da se predvsem sprejmejo prvi najpomembnejši akti, torej statut občine, odlok o organiziranosti in delu občinske uprave in da se začrta usmeritev, kakšna bo občina Ankaran vnaprej. Od tega prvega mandata je seveda najpomembnejše in najbolj pomembno, kdo bo občino Ankaran v prvem mandatu vodil. Od tega bo odvisno, kakšen Ankaran bomo pustili bodočim generacijam in pa kako bomo v njem živeli vsi, ki ga imamo radi. Boste zmagali, gospod Strmčnik? O tem bodo odločili volivke in volivci. Jaz mislim, da Mislim, da je naše delo bilo prepoznano kot iskreno, kot odkrito, kot projekt, ki ni političen, ampak je naravovarsten, kot projekt, ki želi zaščititi naravne danosti Ankarana, Valdoltre, Debelega Rtiča, Lazareta, ostalih zaselkov. In mislim, da nam bodo ljudje zaupali, da ta prva pravila v tem prvem najpomembnejšem mandatu naša skupina Radi imamo Ankaran pripelje do konca. No, v kampanjo se je z vašim protikandidatom posredno vključil tudi Boris Popovič, župan mestne občine Koper, ki mu je veliko do tega, da ostane ta del, zdaj že nekdanje občine Koper, pod njegovim vplivom. Kaj napovedujete Ankaranu, če zmaga gospod Mišič? Glede, gre za dva popolnoma različna koncepta nadaljnjega razvoja lokalne samouprave v Ankaranu. Ankaranu ni bila potrebna občina in tudi meni ne županstva. Vendar je v tistih ključnih trenutkih v letu 2008 prišlo do odločitve, da lahko krajevno skupnost Ankaran rešimo v sedanjem okviru zgolj s postopkom za ustanovitev občine Ankaran. Če se spomnite, mestna občina Koper je na svoji seji 24. julija 2008 hotela krajevno skupnost ponovno prepoloviti in zgolj postopek za ustanovitev občine je to preprečil. Od takrat naprej je zadeva tako rekoč jasna. Ankarančani smo se na referendumu odločili, da želimo svojo pot in ne bi bilo prav, da tokrat sprejmemo usiljeno razmišljanje, da se bo 5. oktobra odločalo o tem, ali Ankaran ostane v Kopru ali naj Ankaran gre po svoje. To odločitev smo mi že sprejeli in na teh lokalnih volitvah se bo odločalo, ali bomo Ankaran upravljali Ankarančani sami
ali pa bomo občino prepustili v upravljanje drugim ljudem in to tistim, ki so v preteklosti Ankaranu naredili veliko gorja. Današnje soočenje v bistvu ni soočenje Strmčnik-Mišič, to je soočenje Strmčnik-Popovič. In prav je... In prav je, da se v Ankaranu zavedamo, da vkolikor prepustimo Ankaran v upravljanje Popovičevim ljudem, so to tisti ljudje, ki so nam porušili pokopališče, razbili kompas lazaret, porušili mladinsko igrišče, zapirali ceste, vodo, preganjali ljudi in delali gorje po Ankaranu. Mislim, da se naša... Mislim, da si naša lokalna skupnost ne zasluži takega upravljanja. Prepričan sem, da občino zmoremo in tudi moramo upravljati sami in da bomo z skupnostnim premoženjem v dobro bodočim generacijam ta projekt zmogli kulturno izpeljati do konca. Kaj pa vi, gospod Mišič, bili ste na več funkcijah, povsod precej opazni in aktivni, ne skrivate niti tega, da imate radi Piran, da ste zaljubljeni v Piran. Zakaj torej kandidatura v Ankaranu in ne v Piranu? Morda zato, ker vam na prejšnjih volitvah tam ni uspelo? Hvala lepa. Najprej lep pozdrav vsem prisotnim v dvorani in ker nismo sodelovali pri organizaciji, na opravičilo vsem, ki nimate sedežev, sam bi pripravil večjo dvorano, da se lahko vsi usedejo in poslušajo. Tudi lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Koper in drugih, ki nas bodo poslušali. Zakaj sem se odločil? Zato, ker nisem omejen s prostorom, zato, ker sem prepričan, da smo z vsakim dnevom obljubljene prihodnosti globlje v preteklosti. Sistem skrega in vladanj ni meni lasten. Spoznal sem lokalno politiko in državno politiko. Vsi se trudijo, ampak rezultat trudenja naših politikov je, da so utrujeni in oni in tudi država. Iz enega preprostega razloga, tako kot je gospod Strmčnik dejal, da je zelo pomembno, kdo bo prevzel vodenje nove občine Ankaran, je zelo pomembno, kako bo to potekalo. Zato, ker meje so samo v glavi, jaz vedno rečem v glavah omejenih. Meje moramo razumeti kot vezi, kot vezne člene, dodatno spodbudo za sodelovanje ne samo obalno-kraškega in slovenskega prostora, temveč tudi čezmejnega. Tukaj je nedaleč stran Italija in malo dlje Hrvaška. Sodelovati je treba. Nihče se ne bo razvil v tej naši ubogi deželici, če bomo dejansko se razdruževali. Jaz si želim, da bi Ankarančanke in Ankarančani bili deležni rednega in enakovrednega tretmaja, kot se to spodobi za normalen svet. V naši državi so vsi med seboj skregani, zato ker se ne pustimo se dejansko razvijati. Drug drugemu mečemo polena pod noge. Jaz sem prišel v Ankaran, zato ker sem neobremenjen. To, kar delam, sem resnično nekoliko nekonvencionalen in moj pristop je nekoliko drugačen. Jaz tam, ker pridem, je red in se dela. In delavci, kjer sem jaz, delajo bolje od to. Glejte, naleteli smo na določene ljudi v Ankaranu, nekaj posameznikov, ki so zelo nestrpni. V Ankaran sem prišel kot človek, ki želim dejansko ponuditi nekaj več. Ankaran bo lahko z pravilnim pristopom, s pravilno organizacijo, s povezovanjem in dokazali bomo tudi tistim, ki niso danes za nas oziroma zame, kajti nisem sam. 2 listi ljudi stoji za menoj, ki so kandidati in kandidatke. 2 listi, no to samo dokazujete, gospod, koliko ste in kako dejansko ste vzgojeni in kako je vaš tli in nekdo vam je dejansko usadil nestrpnost. Jaz bi samo... Gospod Mišič, napovedujete torej povezovanje s koprsko občino in s celotno obalo in tudi širše. Je torej bojazen nekaterih, da bo Boris Popovič neke vrste nadžupan upravičena?
Glede, absolutno. Boris Popovič je župan, ki županuje na en svojstven način, je rojen, lahko zatrdim, 100 let prezgodaj, za nekatere. Razvil je, gledajte, iz celotnega slovenskega in tudi evropskega prostora, tisti, ki pridejo v mestno občino Koper, zagotovo vidijo rezultate župana. Tukaj se je dejansko zgodilo, kjer je ogenj je dim. Če bi bila dobra volja in če bi bila pripravljenost, verjemite mi, da bi se marsikaj dogovorilo in uskladilo. Vendar se je dejansko umetno spodbujalo to sovraštvo, kar ni dobro, ta razdor. In če bi se želelo, gledajte, v življenju sem dal svojim 48 letom marsikaj in z pravo besedo, z pravim načinom se lahko marsikaj doseže. Želim si, da bi Ankarančani in Ankarančani zaživeli v nekem povezovalnem duhu, da bi bil naš cilj povezovanje, sodelovanje, sobivanje in soustvarjanje v skupnem prostoru. Kajti računati moramo, da je celotna obala že do neke vrste zgrajena in celotna infrastruktura je tudi nam na razpolago. In v Ankaranu se bomo potrudili, da bomo dejansko temeljili na razvoju, na naravnih danostih in da bomo dodana vrednost tudi portoroškega turizma ali pa bolje rečeno hotelizma. Vsebina me zanima in ne forma. Gospod Popovič je župan mestne občine Koper danes. Kdo bo jutri oziroma po 5. oktobru bodo odločile volivke in volivci. Če bo dobil zaupanje, bo nadaljeval svoj mandat, ampak ne strinjam se pa s tem, da se zaradi tega, ker se nekateri ne strinjajo z načinom vožnje, dajmo to primerjati, v avtobusu je lahko 60 ljudi in če se nekaj njih ne strinja, ali bodo razbijali avtobus, zato ker se ne strinjajo z voznikom. Se vendarle moramo dopustiti na demokratičnih volitvah, da odloči večina. Demokracijo smo si izbrali in v demokracijo je treba sprejeti kot nekaj pozitivnega, nekaj dobrega, kjer lahko vsak odloča. In tisti, ki na volitvah zgubijo ali pa zgubimo, se moramo dejansko prilagoditi in podrediti. Ko bom župan občine Ankaran, bom delal enakopravno in pošteno in pravično za vse Ankarančane in Ankarančane, brez izjem, ne bom vodil politike izključevanja, tako kot se je to vodilo v preteklosti, ne bom delal kreganje med ljudmi, ampak povezoval. Uredil bom vse tako, kot mora biti. Gospod Mišič, Ankarančan ste postali sredi avgusta. Opazili smo, da imate isti naslov kot kandidatka za svetnico italijanske narodne skupnosti Liljana Ražman. Živite torej pri njej? Tako je, tam sem najel stanovanje. Dragi obiskovalci, lepo prosim, da dovolite obema kandidatoma, da povejo, da odgovorijo do konca na vprašanje. Lepo prosim, jaz upam, da vseh zanima in da se bomo lahko potem kasneje še pogovarjali malo bolj glasno, če boste želeli. Zdaj pa res prosim, da pustite kandidatom, da odgovorijo na vprašanja. Gospod Mišič, torej, živite pri gospe Ražman? Sem v Ankaranu, pred kratkim, prihajam popolnoma neobremenjen. Moji kolegice in kolegi so me hoteli nekako poučiti o tej zgodovini, ki jo dejansko pozna vesoljna Slovenija tudi čezmejno in kje je identiteta in kakšna je identiteta Ankarana. A bo takšna identiteta Ankarana privabljala v Ankaran? A bo to magnet za naše turiste, ki jih potrebujemo, za vse, ki si želijo priti v Ankaran? Ali želimo živeti še vedno tako v ujetništvu preteklosti? Jaz si želim razvoj in še enkrat razvoj. In vsem zagotavljam, tam, kjer bom in ko bom župan v Ankaranu, da bo Ankaran za vse prijazen, za vse. Najprej bomo delali tako, da se bo razvoj Ankarana razvijal tako, najprej po meri prebivalcev, da se bodo prebivalci poistovetili z razvojem Ankarana in da bodo razvoj Ankarana sprejeli in razumeli za svoj osebni razvoj. Kajti edino tako lahko nas ne doleti enaka ali pa podobna usoda, kot se dogaja že v Portorožu, da ne govorimo o Dubrovniku ali pa Veneciji, kjer dejansko turizem kot primarna gospodarska dejavnost za vse obmorske kraje postaja nekako nek moteč element. Ne želim ponavljati teh napak. Ne želim ponavljati napak tistih, ki so že to preizkusili. In bomo dejansko ponudili Ankaranu novo zgodbo. Zgodbo, identiteto, celostno podobo, ki bo kazala, ki bo privabljala. Sporočilnost naše politike bo, pridite v Ankaran in imejte se lepo in vračajte se v Ankaran. Gospod Mišič, če se vrnemo k vašemu stalnemu bivanju, ki je dvignilo kar precej prahu. Torej ste stanovanje pri gospe Ražman najeli, kupili, kako ste se prijavili, če lahko pojasnite? Prijavljam se na naslovu Prisoje, cesta na Prisojo 6 in tam dejansko tudi imam stalno bivališče.
sem dejansko po vseh zakonskih zahtevah tudi Ankarančan, tako kot vsi ostali. Dejstvo je, da z eno majhno prednostjo, da nisem obremenjen s preteklostjo. Kajti, če bomo živeli s takšno preteklostjo, gledajte, marsikaj je potvorjenega in narejenega. Že to, kar ste nam počeli, še preden sem se prijavil, da kandidiram, vse te letake, ki ste jih delili, vse to, kar ste naredili, tisti, ki so to naredili, je to zelo zanimivo, kako. In tudi danes, ko je vaš kandidat od nekaterih prisotnih imel svojo predstavitev, mi smo se dogovorili z mojimi podporniki, da bomo prisluhnili in kultura dialoga je na prvem mestu. Ko sem dobil besedo jaz, so se nekateri odzvali na svoj čuden način. Jaz bi vas prosil, da dovolite novinarkama ene in druge hiše, da dokončajo svoje delo. Kajti edino tako boste dobili. Tako da prosim, da odgovarjate na vprašanja tudi vi, gospod Mišič. Torej, lahko pojasnite, imate najemno pogodbo, ste kupili, živite z gospo ali kako? Jaz mislim, da Tatjana na provokativno vprašanje ne bom odgovarjal. Kje pa živi vaša družina z vami v Ankaranu? Glejte, navajen sem že to, kar sem danes prebral v časopisu Primorske novice, na prvi strani udarna novica, da KPK me preiskuje, ker smo pridni in delovni v Komunali Koper. Ma lepo vas prosim, treba je delati in za ljudi je treba delati enakovredno, ne pa zanemarjati kraj ali krajane. Delamo za celotno mestno občino Koper, ne le v Ankaranu. In to, da se človeka prijavi na KPK, kar dela, se mi zdi popolnoma nepomembno. Mislim, da je pomembno, če odgovorite na vprašanja. Stanujem, Jana, cesta na Prisojju 6. Najemate? Najem. Vse pogodbe urejene, davkarija najemnina se plačuje. Davčno vse je urejeno. Hvala lepa za odgovor. No, gospod Strmčnik, Ankaranska občina je tudi posledica samovolje Borisa Popoviča, vsaj tako razlagate zagovorniki lastne občine. Prej ste dejali, da pravzaprav občina Ankaran niti ni bila potrebna. Pa bi se zanje odločili tudi, če ne bi računali na denar od Luke Koper, če bi se denimo nadomestilo od stavbnega zemljišča delilo po načelu, ko bi se upoštevalo torej število prebivalcev občine, ne pa območja, kamor sega Luka. Torej, za začetek se je potrebno vrniti v 70. 80. leta. Ankaran ni imel probleme prvič z gospodom Popovičem, ampak že desetletja nazaj. In problem neupoštevanja volje ljudi, njihovih interesov in potreb in pa nespoštovanje želja prebivalcev, predvsem pri prostorskem načrtovanju, vsega desetletja nazaj. Morebiti bi bilo dobro, da si osvežimo, da je leta 1992 na Debelem rtiču na območju mladinskega zdravilišča bil načrtovan plinski terminal. Ni novost v Tržaškem zalivu to danes, ampak desetletja nazaj. Da je 96. leta mestna občina Koper načrtovala na območju Debelega rtiča intenzivno pozidavo z turistično-apartmajskimi naselji, hoteli, restauracijami. V Ankaranu smo se v obliki civilno-družbenih gibanj, različnih društev, tem nerazumnim in v bistvu neracionalnim prostorskim načrtovanjem uspešno upirali v preteklih letih. V zadnjem času pa posluha za glas ljudstva, za ljudi, za civilno-družbena gibanja, pa tudi za sklepe Sveta krajevne skupnosti ni bilo več. Pri problematiki tretjega pomola je bilo zbranih 4500 podpisov, ne samo Ankarančanov, tudi Koperčanov, Pirančanov, Mariborčanov. Vsi so na razstavi v večnamenskem prostoru v Ankaranu. Bilo je 54 pripomb, ki jih je podal Svet krajevne skupnosti v postopke prostorskega umeščanja tretjega pomola znotraj DPN-ja z Luko. Niti ena ni bila upoštevana. In takšna aroganca in takšna ignoranca tako državnih kot tudi koperskih lokalnih oblasti je pripeljalo do tega, da smo po tehtnem premisleku ugotovili, da
kot stranke v postopku lahko svojo voljo prebivalcev uveljavljamo le kot samostojna občina. In absurdno je, da že od leta 1987 govorim stvari popolnoma enake, kar se tiče Debelega rtiča, pa pristojne službe in oblasti do tega niso imele posluha. Ko pa bo to postal občinski sklep, čeprav bo vsebina popolnoma enaka, bo pa naenkrat postalo zavezujoče. Gre za anomalijo neupoštevanja lokalne samouprave in nemoči ljudi pri soudeležbi pri upravljanju javnih zadev. In v obdobju župana Borisa Popoviča se pa potem za njegovimi projekti načrtovanih odprodaj in intenzivnih pozidav to pripeljalo zgolj do neke eskalacije, da je potem z delitvijo, načrtovano delitvijo krajevne skupnosti prišlo do te odločitve. Težave v Ankaranu so pa že 30 let enake. Najbrž vsi... Gospod Strmčnik, najbrž vsi soglašate, da je razvoj Luke potreben. Če boste postali župan, kako boste usklajevali te interese občine in Luke Koper, ki je pomembna ne samo za občini Ankaran in Koper in ne samo za obalo, temveč za celotno Slovenijo? Lepa hvala za zelo pomembno vprašanje. Žal se je naš projekt tako rekoč na vsaki točki etiketiral s tem, da bo občina Ankaran uničila Luko, da bomo pogubili ta gospodarski subjekt, da bodo zaposlenci izgubili službe in tako naprej. To so seveda dobesedno neumnosti. Luka Koper potrebuje pomoč, potrebuje dodatna privezna mesta in potrebuje prostor za odlaganje tovora. Ne potrebuje pa tretjega pomola. Luka Koper je naredila napako, tako kot marsikdo drug, in je za reševanje svojih razvojnih perspektiv prinesla izvedbeno rešitev. Torej, prinesla je rešitev pomola. Namesto, da bi z vsemi deležniki razkrila svoje razvojne potrebe, ki pa so na območju občine Ankaran rešljive tudi drugače, kot pa z nedopustnim zasipavanjem morja. Mi smo v Svetokrajevne skupnosti pripravili alternativno umestitev tretjega multimodalnega terminala, ki je po ekonometričnih parametrih za pretovorno dejavnost in za gospodarsko družbo celo boljši. Omogoča več priveznih mest in pa omogoča večje odlagalne površine. Z ministrom za infrastrukturo, gospodom Črnačem, smo na teh projektih že resno delali. Žal je hendikep Slovenije, da se vlade menjavajo prehitro. Luka Koper v Ankaranu ne bo imela nobenih težav in prepričan sem, da bomo zmogli razložiti, da je pristanišče, kopenski del pristanišča, pač teritorij, ki je sedaj na tem delu, na območju občine Ankaran in se bo prostorsko urejanje odvijalo z pristojnimi ministrstvi Republike Slovenije, da pa je gospodarska družba Luka Koper podjetje, kjer se bo znotraj teh okvirov seveda zmogla poslovno udejstvovati. Rešitev zapleta je tripartitni, korekten in kulturen dialog med državo kot regulatorjem, pa tudi večinskim lastnikom Luke, med gospodarskim subjektom Luka Koper in lokalno skupnostjo. Lokalna skupnost na severnem delu Koperskega zaliva pa smo sedaj Ankarančani in sicer občina Ankaran. Gospod Gašpar Mišič, govorimo o Luki, ta je pomemben faktor pri nastajanju nove občine. Vi ste seveda Luko dobro spoznali, njen ustroj, ko ste bili predsednik uprave. Ob vsaki priložnosti ste poudarjali, da država ne prepozna dovolj njenih prednosti, da nujno potrebuje nove naložbe Luka, vendar ste pa tudi skupaj s podporniki pred nekaj meseci poskušali preprečiti volitve v Ankaranu, ravno zaradi tega, ker naj bi ustanovitev občine pripeljala do propada Luke. Če boste župan, boste pa vendarle morali prisluhniti željam Ankarančanom, ki bi razvoj Luke preusmerili oziroma, kot slišimo gospoda Strčnika, malce drugače zastavili. Tudi za vas pravzaprav podobno vprašanje, kako boste regulirali te interese Ankarančanov, interese gospodarske Luke
Mimo grede, omenjali ste tudi premogovni terminal, pred kratkim je šlo to za predvolilno potezo, ali ste tudi vi za to, da se ga ukine? Skratka, kako balansirati med temi interesi? Ja, navajen sem na odlične retorike in politike, da eno govorijo, drugo naredijo. Navajen sem na marsikaj. Dejstvo je, da država do danes še ni prepoznala pomembnosti Luke Koper, kajti če bi to prepoznala, bi že zdavnaj zgradili ustrezne železniške povezave do zalednih tržišč, kajti Luka Koper ni samo tisto, kar je znotraj carinske ograje. Luka Koper je in povsod tam, dokoder jo povezuje kopenska železniška in cestna infrastruktura do zalednih tržišč. To pa je srednja in vzhodna Evropa v pretežnem delu in Luka Koper potrebuje razumevanje in seveda potrebuje tudi iskrenost, ko se pogovarjamo o razvoju luke, o pravilnosti umestitve terminala v prostor. Kajti načrt DPN s tretjim pomolom je po moje bil tistega davnega leta, ko se je delal, nekoliko preuranjen. Jaz, ko sem bil predsednik uprave luke, ste lahko slišali, da tretji pomol resnično ni potreben. Če podaljšamo prvi in drugi pomol, z podaljševanjem je po naravi se nam globina veča, zmanjšamo dejansko stroške za potrebe poglabljanja. In tukaj ne vidim ene nujne potrebe po dodatnem pomolu, še posebej v državi, ki ima tako malo obale in je ta obala dragocena, če to lahko dosežemo z nekim drugim prijemom. Bolj pomembno kot tretji pomol je dejansko, da se prvi in drugi pomol ne samo povečajo, da se poveže železniška povezava in tukaj smo dejansko prisotni. Ko sem bil predsednik uprave Luke Koper, sem dobil tudi zagotovilo krajevne skupnosti Ankaran, da se ne bodo pritožili na kaseto 7A, kar se pa ni zgodilo. Čez 3 dni smo dobili pritožbo na upravno sodišče in sklep krajevne skupnosti, da se dejansko pritožujejo in da ustavljajo postopek. No, glede na to, da je zakonska določba takšna, da tudi če se nekdo pritoži, ne prepreči izvedbe. In sem riskiral tudi, da gremo, tudi če bomo kasneje po 2 letih, ko bo sodišče odločilo, izgubili to sodbo, da dokončamo s poglabljanjem prvega bazena, kajti to je zelo nujno za razvoj tako pomembnega generatorja razvoja na obali. Strinjam se s sogovornikom, da je bila državna ignoranca oziroma ignoranca državne oblasti do lokalnih skupnosti, ampak to se ne dogaja samo tu na obali, to se dogaja povsod. Ker tam nekje ljudje pozabijo, da so bili in kako so bili izvoljeni in zakaj so tam, kjer so. Zaradi tega ni potrebno razbijati skupnosti. Če imamo novo občino, če imamo novo administrativno mejo, vse lepo in prav. Vendar mi moramo dejansko se zavedati tega trenutka, kje smo. Kako se bo zgodil ta prehod v novo občino in kako bodo to občutili najmlajši in najstarejši. Kako bo potekala delitvena bilanca in kako dejansko bomo reševali skupne težave in probleme. Kaj, če nas z zakonom država potem v naslednjem letu ali 2 ali 3 nazaj pripoji? Kaj, če se zgodi zakon, po katerem bodo majhne občine, ki imajo manj kot 5000 ali pa ne ustrezajo določenim parametrom merilom in se moramo povezati? Sorodstveno in prijateljsko in delajo ljudje iz Ankarana v Kopru in v okolici in obratno. In ni prav, da če že nastane nova občina, naj nastane prijateljska občina, da izkoristimo skupno infrastrukturo in vse gospodarske dejavnosti in da gremo na en mehek prehod, da se poslužimo tudi tega zakonske določbe zakona o financiranju občin, da naredimo za določene naloge skupne občinske uprave, za katere nam bo država celo refundirala 50%. Samo še eno vprašanje, o tem bomo malce kasneje, samo še to, ko smo že pri Luki, slišali smo, oziroma je res, da ste vi oziroma vaši podporniki res klicali zaposlene v Luki, ki živijo v Ankaranu in jih prepričevali, da vas podprejo na volitvah? Glejte, nobenega nisem poklical. Tukaj se dogaja marsikaj. Dejstvo je, da pustite, da ljudje odločijo na volitvah, s kom želijo biti in kako se želijo dejansko razvijati v tem kraju. Jaz sem za razvoj in ne za stagnacijo, in da ostanemo v ujetništvu preteklosti. Se pravi, niste klicali? Nisem klical nobenega in niti ne nameravam klicati nobenega, kajti če je volja ljudi, da želijo za župana gospoda Gregorja Strmčnika, ga bodo tudi izvolili. Če je volja, da izvolijo Gašparja Mišiča, ga bodo tudi izvolili. V kakršnem koli primeru si pa iskreno želim,
da Ankarančani in Ankarančanke ostanete povezani, da ta meja administrativna ne naredi pri vas razdora, da ste še vedno naprej v sožitju in sobivanju in soustvarjanju s Koprčani, kajti ni mi bilo lepo slišati predvčerajšnjim, ko je ena gospodična dejala, ki je mimogrede blizu mojemu sogovorniku, da enemu Hrvatinčanu, ki prihaja iz Hrvatinov, ti pa nimaš pravico besede zato, ker si iz Hrvatinov. Naše zaledje so Hrvatini, Kolomban, Cerej in Marižoni in vse ostale vasi. Mi moramo dejansko vedeti, da je to njihovo tudi morje, ne samo morje od Ankarana. In da moramo dejansko moramo sprejeti še naprej sodelovati. Gasilski dom, jaz če bom župan, ga ne bom gradil v Ankaranu, ker ga imamo zadosti dobrega v Hrvatinih. In ne bom zapravljal denarja, ne bom potraten, jaz bom neprofesionalni župan in ne bom porabil tega, da raje dam denar za razvoj Ankarana, Ankarančanov, kot da dejansko natrpamo občinsko upravo, birokracije polno, ki bo dejansko neuporabna. Na ta vprašanje bomo odgovarjali še kasneje. Gospod Strmšnik, vi ste bili neposredno zdaj izzvani. Gospod Mišič je dejal, da ste obljubili, da se ne boste pritožili, pa ste čez 3 dni snedli besedo. Lepa hvala, moram odreagirati, namreč to je popolna neresnica. Svet krajevne skupnosti je pisno opozoril vodstvo Luke Koper, nadzorni svet Luke Koper in Vlado Republike Slovenije, da je pri problematiki izgradnje kaset, gre za 2 kaseti, ena pri rezervarjih ob Serminu, kjer je zemljišče last Republike Slovenije na območju občine Ankaran, nesrečna kaseta 7A pa je bila občinska, v tem trenutku pa skupno nerazdeljeno premoženje med občinama, katerega enostransko ni dovoljeno upravljati. Zato so vsi papirji, ki jih je Luka pridobivala zgolj samo s strani mestne občine Koper, ignorirala je pa ustavno odločbo o občini Ankaran in je postopke mimo Ankarana peljala enostransko, nezakoniti. Svet krajevne skupnosti je opozoril na to in povedal, da bo prisiljen v upravni spor, vkolikor Luka Koper za kaseto 7A, ki je skupno nerazdeljeno premoženje med občinama do delitvene bilance, ne izpelje postopke tudi z občino Ankaran. Ker gospod Gašpar Mišič, takrat v funkciji predsednika uprave Luke Koper, tega ni storil, smo bili prisiljeni v obrambo interesov občine Ankaran in zato smo vložili upravni spor na podano gradbeno dovoljenje za kaseto. Ste želeli še nekaj povedati? Torej, midva z gospodom Strmšnikom sva se pogovarjali na to temo, tudi moja ekipa iz Luke Koper se je pogovarjala skoraj da z vsemi ali pa s nekaterimi predstavniki krajevne skupnosti. Nikoli niste bili pri nas na povabilo. Bili smo, kot predsednik, midva osebno sva se pogovarjala in mislim, da celo obstaja kakšen zapis o tem, mislim, da so nas ljudje tudi videli skupaj, mislim, ni lepo, da govoriti, da nisva govorila o tem. Dejstvo je, da ste nam zagotovili, da se ne boste pritožili in ker smo nekako bili že skoraj skupaj, samo eno retorično vprašanje. Do zaključka postopka ustanovitve občine naj bi Luka Koper čakala od ustavne odločbe do teh volitev 5. oktobra. Potem bi bilo vse normalno, da bi morali odpreti poseben račun, nakazati denar, depozit, s katerim bomo zajamčili, da bo nova občina dobila ta denar zaradi izdaje nekega soglasja. Ma lepo vas prosim, Luka Koper danes ima v prvem bazenu 14 metrov že globine na račun vsega, kar smo storili. Na račun tega, da vam zakon ni omogočil, da dejansko zrušite to gradbeno dovoljenje za kaseto 7A. In prav je, da rečete, da se nekako postavite na svoja stališča, ampak ne do te mere, da ogrozite. Luka Koper bi po vašem mnenju morala 3 leta počakati do volitev, da bi lahko dobila soglasje, da lahko poglobi prvi bazen. To zame ni bilo sprejemljivo. In gledajte, tako formalistično gledanje, jaz sem človek, pri katerem vsebina oblikuje formo. Vi ste pa očitno človek, ki nekako gledate, bolj ste formalist in ste formalisti in forma vam je pomembna, vsebina pa ne.
Bistvo je, da se Luka Koper razvija, ker ti Luka Koper je generator razvoja in veliko Ankarančanov dela v Luki Koper. In ni prav, da bi se Luka Koper zaustavljala z eno samo sekundo. Že dovolj, ker sva na isti strani, kar se tiče države. Država dejansko je mačeha lokalnih skupnosti. O tem smo že slišali danes, gospod Mišič. Zato se moramo dejansko vsaj na lokalni ravni povezati in sodelovati. Mogoče bi se, ker tu očitno ne bomo ugotovili, kdo in kako je bilo resnično, vsak vztraja pri svojem, predlagam, da se posvetimo nastali občini. Gospod Strmčnik, kako boste organizirali občinsko upravo, o tem ste že nekaj prej omenjali, morda na kratko, funkcije imate tako rekoč že razdeljene, bodo imeli prednost pri zaposlitvah Ankarančani, vsem ste se že dogovarjali. Glejte, v tem prvem mandatu je seveda potrebno vzpostaviti tudi delovanje občinske uprave. Zelo pomembno je razumevanje razlike med povezovanjem in sodelovanjem. Ena izmed ključnih točk programa skupine Radi imamo Ankaran je seveda sodelovanje. Navidezno všečno povezovanje pa je lahko tudi zelo nevarno, v tem trenutku pa tudi nekoliko zamegljuje dejansko sliko. Ankaran potrebuje lastno občinsko upravo, pa tudi zakon ne dovoljuje, da bi občina prenašala upravne posle v drugo občinsko upravo. Torej, skupne občinske uprave lahko pomenijo združitev občinskih uprav Mestne občine Koper in občine Ankaran, občina Ankaran pa je še nima. In ne znam si predstavljati, kako bi po zamisli gospoda Mišiča ankaranska zemljišča in parcele in premoženje prenesli v upravljanje Urada za okolje in prostor Mestne občine Koper, torej nazaj tja, odkoder smo jih komaj rešili, da jih niso odprodali. Kako naj bi proračun, torej občinsko blagajno občine Ankaran, prenesli kar v Urad za finance in računovodstvo Mestne občine Koper, ker bodo verjetno tam že boljše vedeli, kako gospodariti z občinskim denarjem Ankarana. In preprosto v tem trenutku razlagati, da je zaradi 7 zaposlitev v občini Ankaran neracionalno početje in da je boljše, da to iz Kopra počnejo za nas, kjer je 142 ljudi zaposlenih v občinski upravi in jih plačujemo ravno tako Ankarančani danes, pa od njih nismo zadnja leta dobili tako rekoč ničesar, potem je jasno na dlani, da bo racionalna, vitka, številčno skromna, predvsem pa zakonsko kadrovana občinska uprava tisto, kar bo Ankaranu omogočalo transparentno, pošteno in pa kakovostno delo za potrebe občanov in občank. Gospod Strmčnik, kje mislite, kaj bo najtrši oreh pri delitveni bilanci med Mestno občino Koper in ankaransko občino? Nič. Delitev premoženja med občinama, vkolikor ne pride do soglasja med župani in občinska sveta ne potrdita predloga delitvene bilance, opredeljuje torej zakon sam, da se premoženje razdeli po zakonu. Se pravi, se obrnjeni na sodišče? Naš predlog, da premoženje razdelimo sporazumno, je na Mestni občini Koper že 3 leta, vendar na njega niso niti odgovorili. Racionalno bi bilo, da se 2 lokalni skupnosti, ki nista skregani, torej Koperčani in Ankarančani nismo skregani in nobenega razloga ni, da bi se tudi vodstvi obeh lokalnih skupnosti grdo gledali, ne bi dogovorili za delitveno bilanco. Ne predstavljam pa si, kako bi delitvena bilanca izgledala, če bi jo enostransko pripravljali samo na Mestni občini Koper in da bi župan Ankarana, gospod Mišič, interese Ankarana ščitil tako, kot bi mu to naročil prijatelj župan Popovič iz Kopra. Gospod
Zato je, če smem zaključiti, zato je potrebno zelo pozorno spremljati sporočila te kampanje in ločiti med sodelovanjem samostojnih obalnih občin in pa navidezno všečnim povezovanjem, za katerim so skriti interesi ene same politike na obali. Gospod Mišič. Gospod Mišič, kako bi torej vi organizirali delovanje? Spoštovani, takšna retorika, tako prefinjen način zavajanja ljudi, da se bo vse to tako zgodilo. Zato zapomnite si, kjer je ogenj, je dim. Situacija je popolnoma drugačna. Pri javnih financah se ne da mešetariti. Pri javnih financah in poslovodenju ne gre. Vse, kar je od občine Ankaran, bo javno in transparentno prikazano. V primeru kakršnega koli, zgolj gledano formalizma, to, kar se dogaja, bo lahko dejansko občina, tako mestna občina Koper kot občina Ankaran, financirana zgolj po 12-tinah, dokler sodišče ne odloči o delitvi. Tukaj imamo zakon, imamo strokovnjake, imamo Ankarančane in Ankarančane in imamo tudi tukaj strokovnjake v Ankaranu, ki bodo prisotni pri delitveni bilanci. In pri tej delitveni bilanci bomo dosegli bistveno več. To, kar je občina Koper nameravala narediti v zadnjih letih in ni naredila zaradi trmarjenja druge strani v infrastrukturo, bomo dejansko dosegli, da bomo lahko zgradili to, kar je bilo že zarisano, za kar bi dejansko lahko dobili že gradbeno dovoljenje, so projekti dokončani, PZI dokumentacija za varno cestno, kolesarsko in peš povezavo center Kopra in center Ankarana do Valdoltre, da bomo dejansko ta sredstva dobili že na začetku in pričeli z investicijami v korist Ankarančanov. Mi ne bomo delali tako, kot se je delalo v preteklosti, mi ne bomo dejansko kregali ljudi in bomo izkoristili vse zakonske možnosti, celo zakon o financiranju občinam omogoča, da se skupne naloge občinske uprave, to ne pomeni vse, kot gospod zavaja, občinska uprava se dejansko formira v Ankaranu, vendar določene naloge, predvsem pa za gospodarske javne službe, seveda za vse, kar je potrebno izvajati skupaj, je nesmisel ustvarjati svojih dodatnih služb. In naloge občinske uprave bodo dejansko usmerjene v racionalizaciji. Zato tudi napovedujem, da bom neprofesionalni župan iz razloga, ker ne želim, da potratimo denar za stroške birokracije, temveč da dejansko ves denar, ki ga bomo dobili tako iz davčnih prihodkov kot od drugih in ostalih virov, da porabimo najbolj koristno, kar se da. In da se prehod v novo občino ne občuti v slabšalnem smislu, tako za najmlajše kot najstarejše. Tu imamo veliko podružnico vrtca, podružnico šole, imamo marsikaj, kar je dejansko vezano na sedanjo skupno občino in ta prehod prebivalci Ankarana ne bi smeli občutiti kot slabo, ampak kvečjem, da izboljšamo, kar se izboljšati da, kajti veliko predlogov in pobud imamo evidentiranih in je prav. In v teh pogajanjih oziroma v dogovoru ob delitveni bilanci bo treba dogovoriti z mestno občino Koper, da je predvsem ta delitev pravična, da je pravična do vseh Ankarančank in Ankarančanov, kajti kmalu verjetno, kakor se napoveduje, bodo lahko tudi z zakonom spet nazaj občine povezane. In ni prav, da smo razdruženi in zaradi morebitnih razprtij. Gospod Strmčnik zagotovo prvo, kar je, dejansko vidi zadevo bolj formalistično in če ne gre tako in drugače, bomo šli pa na sodišče. Sodišča danes delujejo, kot veste, kako delujejo. Želim si, da ne bi bilo to tako narobe, da bi bili pogoji za ustvarjanje in življenje, za kreativnost Ankarančank in Ankarančankov ovira. Želim, da se ta sporazumna bilanca zgodi čim prej, ravno zaradi tega, zaradi potencialnih morebitnih očitkov. Pri tej bilanci delitve bom povabil tudi svoje trenutno nasprotnike, verjamem pa, da bomo potem, ko bomo to zaključili, da bomo na isti strani, na strani ljudi, ki živijo v Ankaranu.
Gospod Mišič, te dni vas je pod drobnogled vzela protikorupcijska komisija, češ da z denarjem Komunala izganjate predvolilno propagando v Ankaranu. Zakaj Komunala Koper v preteklih letih ni tako vestno urejala in čistila Ankarana kot doslej? Od 7. ko sem nastopil na mesto v.d. direktorja Komunale Koper, sem se najprej obrnil na vse krajevne skupnosti, na vse šole, na vse vrtce, na vse vaške skupnosti in sem jih zaprosil, da naj mi, ne glede na sprejet program vzdrževanja, čiščenja, zbiranja odpadkov in vsega, s čimer se pač Komunala ukvarja. In na moj poziv so se odzvale vse krajevne skupnosti, vsi vrti, vse šole, vse vaške skupnosti, tudi posamezniki in smo takoj pristopili k delu. Prijeli smo tudi od krajevne skupnosti Ankaran precej zajeten material, vendar smo ga prejeli čez 2 dni oziroma najprej je bil objavljen v medijih in šele potem smo ga dobili za razliko od vseh ostalih krajevnih skupnosti, ki so nam to gradivo dostavili. Kot direktor Komunale Koper sem v stiku dnevno s krajani in tudi z predstavniki krajevnih skupnosti in moram reči, da vse poteka izjemno dobro. Prisotni smo na vseh krajih in koncih mestne občine Koper, ne samo v Ankaranu. Delamo, če mi verjamete, da v Dekanih delamo morda, če bi videli, kaj delamo v Dekanih, da delamo bistveno več kot v Ankaranu, ampak ne glede, kdo je v Ankaranu in kako v Ankaranu, razumete situacijo. Jaz sem prevzel vodenje Komunale Koper. Prevzel sem nekoč tudi Luko Koper in sem vodil kot znam. In Komunala Koper dejansko kot javna gospodarska družba, Prosim, da dovolite dokončati, gospodu Mišiču. Komunala Koper je javno podjetje, ki opravlja storitve za vse prebivalce mestne občine Koper, vključno z Ankaranom, in Ankarančani in Ankarančanke pod mojim vodstvom tega podjetja so in bodo deležni enakih storitev. Brez kakršnikoli razlik. Povsod sem prisoten in če vprašate, naše zaposlene so bolj zadovoljni, ker so bolj organizirani in nič več nismo porabili ne v Ankaranu, ne drugje. Smo dejansko znotraj programa, ampak ker smo bolje organizirani, celo prihranke imamo in delamo dobro za krajane. In to bomo tudi delali za naprej. Zanimivo je dejstvo, ko smo začeli delati v Ankaranu, da so nekateri dejansko skočili na mesto, da bi rekli, v redu, delamo, pa tudi potem bomo delali, ne glede kdo bo župan Ankarana. Ali bo Ankaran imel svojo komunalno podjetje in spet povečane stroške na proračun, na račun spet Ankarančanov. Jaz sem za to, da dejansko ohranimo obstoječe stanje, da delamo še naprej z vsemi gospodarskimi subjekti, ki so na območju, ki delujejo na območju mestne občine Koper, tako tudi v novi občini Ankaran. Kajti tako bomo najbolj racionalni in najbolj uspešni. In ne stojimo biti nastrojeni drug proti drugemu, ne stojimo se dejansko Hvala, gospod Mišič. Odgovorili ste na vprašanje. Gospod Strbčnik, Ankaran je pravzaprav dolga leta veljal za spalno naselje, brez neke jasne identitete. Občino zato čaka vrsta izzivov. Ne bomo jih vseh našteli, ampak morda začnemo pri tem zadnjem najaktualnejšem, to je pokopališče. Ga Ankaran potrebuje ali ne? Če lahko pred tem odgovorom vendarle v funkciji predsednika Sveta krajevne skupnosti pokomentiram in dam javno pobudo direktorju Komunale. In sicer najprej to delo, ki ga sedaj Komunala upravlja v Ankaranu, je dobro in si ga želimo tudi vnaprej. Občina Ankaran ne bo imela nobene potrebe, da ustanavlja lastno gospodarsko javno družbo za upravljanje komunalnih storitev, bo pa seveda imela dolžnost, da poskrbi za kakovosten komunalni servis po pravični in korektni ceni za vse svoje prebivalce. Ker Komunala Koper v preteklih 3 letih, odkar vodim krajevno skupnost, tega servisa ni upravljala, dajem javno pobudo, da za naslednje 3 leta prepolovite ceno vaših storitev in oddelate to, kar se bo dolžni. Vkolikor pa bodo storitve na takem nivoju, kot so danes, brez pa, da bi seveda preveč
preveč gnali vaše zaposlene, pa ni kakršne bojazni, da ne bi občina Ankaran za ta servis izbrala vas kot enega izmed ponudnikov. Odlična pobuda, gospod Strmčnik. Kar se tiče vprašanja pokopališča, Ankarančani smo se že večkrat osebno, pisno, pa tudi javno zavzeli za to, da bi v lastnem kraju, kjer se rojevamo, kjer živimo in kjer tudi umiramo, bili pokopani. Ankaran bo imel pokopališče pa sodi nekam v bližini cerkve, kjer je tudi predvideno. Mislim, da bo to tudi ustvarjeno, bilo bi pa lepo, da vsi upleteni v tej izjemno težki, tudi pravdni zadevi, naredimo korake, mora biti tudi nazaj, če bo potrebno, da pride do realizacije tega projekta, katerega si Ankaran želi že desetletje. Gospod Mišič, najnovejši načrt glede ankaranskega pokopališča je ta, da bi ga postavili nekam v center Ankarana. Zato odločitev je celo sam gospod Popovič rekel, da ni najboljša, je pa najboljša izmed slabih. Zdaj, zanima me, ali se boste z gospodom Popovičem morda dogovorili, da bi Ankarančanom vrnili pokopališče tam, kjer si ga želijo? Glejte, nekaj je treba razumeti, da gre za eno vrsto enih informacij in spreneveden, kajti dejstvo je za ustanovitvijo, za konstitucijo nove občine Ankaran, vsi akti, ki so v sprejemanju, so dejansko neveljavni in ni potrebno ničesar, nobenega ustrahovati, da se bo to ali drugo zgodilo. Ankarančanke in Ankarančani bodo dobili celotno infrastrukturo, ki jih dejansko pripada in to, kar si bodo želeli. Prostorsko načrtovanje bo potekalo zelo transparentno. Pokopališče, če je to samoumevno za vsak kraj, ga bo imel tudi Ankaran. Vendar po vseh zdravstveno-sanitarnih predpisih, tako da je pokopališče odmaknjeno 500 metrov od stanovanjskih objektov. In ko bo prvi sosed soglašal s tako umestitvijo, bomo tudi pokopališče zgradili. Kajti graditi pokopališče, tako kot je bilo, ne vem, kdo se je te potegavščine spomnil, da je pokopališče narejeno med bloki v naselju, je absolutno ena velika, gledajte, očitno gre za vročo temo. Dovolite mi, ni samo pokopališče. Trenutno imamo, gledajte, meje so v glavah in jaz bi prosil vse Ankarančane in Ankarančane, da razumejo, da lahko imamo obstoječo infrastrukturo in da jo uporabljamo še naprej, oba pokopališča v Zaledju in Koprskega, dokler ne zgradimo lastno pokopališče, ki bo narejeno tako, kot dejansko si Ankarančani in Ankarančanke želijo, da ne bo oviralo nobenega. Predstavljajte si človeka ali pa družino, ki bi dejansko imela vrt ali solato pod pokopališčem, jaz si ga ne. Zato vam povem sledeče, da se bomo držali dogovora in da bomo Ankarančanom ponudili več lokacij in tista lokacija za pokopališče, ki bo najbolj sprejemljiva, za katero bom dobil 100% soglasje najbližjega soseda, bomo to tudi naredili. Kaj pa lokacija ob cerkvi, kjer je pokopališče že praktično narejeno? Absolutno, vse možnosti so odprte, kot sem rekel, po teh priporočilih zdravstveno-sanitarnega pogleda na zdravstvo ljudi, jaz bom to spoštoval in če bo lokacija ta ali druga, tam, kjer bo dejansko župan ne odloča, odločajo krajani, kajti umeščanje objektov v prostor je prav, da poteka transparentno, kajti uvodoma sem dejal, da bi si želel, da se projekt, dovolite mi, da dokončam stavek. Želim si, da bi se krajani poistovetili z razvojem Ankarana, da bi razvoj Ankarana razumeli kot svoj osebni razvoj in tukaj je tudi pokopališče. Hvala lepa, gospod Strmčnik. Samo še enkrat prosim, če lahko, še 15 minut imamo do konca, 10 minut lahko podaljšamo. So nam rekli še en kup vprašanje, bomo malce pohiteli, prosim tudi kandidata oba.
Na kratko, da tista bistvena vprašanja odgovorite za to, da slišijo ljudje, v kakšno smer gremo. Omenili smo pokopališče, gospod Strmčnik, leta in leta je tudi problem Sveta Katarina. Kaj bo tam nastalo? Bo zaživel vendarle center športnih dejavnosti? Glejte, osebno zavračam razmišljanje, da vsakokratna voljena oblast pripravlja urbanistične in prostorske rešitve. Sem zagovornik tega, da se v Ankaranu pripravi dolgoročen razvojni načrt, ki bo temeljil na upravljanju s naravnimi, kulturnimi, prostorskimi in ekonomskimi viri. Tisti, ki spremljate naše delo v preteklih 3 letih, veste, da prostorsko umeščanje sodelujemo z Fakulteto za arhitekturo in njihovo partnersko Fakulteto za arhitekturo iz Švice. Samo medklic, konec oktobra bodo v Ankaranu že razgrnili prve zamisli te švicarske šole, ekonomske vire pa z ekonomsko fakulteto iz Ljubljane. Le stroka je tista, ki bo lahko podala modre razvojne perspektive, ki bodo seveda Milski polotok v celoti, torej mestno občino Koper, krajevno skupnost Hrvatini, na drugi strani občino Milje in na naši strani občino Ankaran povezali v razvojno načrtovanje Milskega polotoka. Vsakokratna izvoljena oblast potem takšen razvojni načrt samo izvaja, ne pa da si vsakokratna oblast izmišljuje, kaj bodo naredili. Osebno mi ni blizu, da županski kandidati obljubljajo, kaj bodo naredili, kajti rezultat tega je, da v Sloveniji potem lokalne skupnosti urbanistično, pa tudi izvedbeno niso ničemer podobne. Nisem zagovornik tega, da so krožišča in hipermarketi na kmetijskih zemljiščih najvišji domet razvoja, ki ga zmore lokalna skupnost. To bomo prepustili strokovnjakom. Se pa izkazuje, da je potrebno športno-rekreacijski park, ki je pri, 18. različici DPN-ja za Luko nesmiselno prestavljen proti Moretinom, ponovno umeščen na območje Svete Katarine, kar ste me vprašali, in da se ga vzpostavi, upravlja in vzdržuje skupaj z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije v obliki javnega partnerstva. Tudi vojska načrtuje apartmaje, bazene, telovadnico, igrišče in igrala, in sicer na Debelem Rtiču sredi vinogradov, kar seveda ni primerno in ne bomo nikoli dopustili. Enake kapacitete je možno umestiti tudi na Sveto Katarino in to kot enotne objekte, seveda za pol manjšo stroškovno intenzivnostjo. Na Sveti Katarini pa je po mojem mnenju potrebno razvijati tudi in predvsem vodne športe, kajti danosti tega prostora so takšne, da omogočajo, da Ankaran ponovno zaživi kot obmorski kraj in da z morjem začnemo vzgajati tudi naše najmlajše. Gospod Strčnik, omenili ste študije, projekte, kot rečeno, pripravljali ste se temeljito na ustanovitev nove občine, pripravljali ste različne študije in analize, za vas so jih pripravili strokovnjaki. Kdo jih je plačal, če občina sploh še ne deluje? Torej, lahko se javno zahvalim vsem fakultetam obeh univerz, kajti to delo opravljajo znotraj rednega študijskega programa brezplačno. Dejstvo pa je, da je to šele začetek razvojnega načrtovanja in da gre tukaj za ena izmed razmišljanj. Mislim, da bi bilo prav, da vsakokratna izvoljena oblast, predvsem pa ta prva, omogoči, da se v Ankaranu razgrne 5, 6, 7, 8 različnih možnih razvojnih perspektiv
In če smo v Ankaranu bili 30 letja zanemarjeni in se ni zgodilo ničesar, imamo mirne duše čas, da 2, 3, 4 leta kakovostno načrtujemo. Ni potrebno takoj začeti z zazidavo, dajmo premisliti in iz domačih, pa tudi svetovnih središč strok in znanosti pobrati najboljše, kar se ta prostor zasluži. Gospod Strmčnik, vi ste direktor Ankaranskega inštituta, ste tudi solastnik oziroma kako se ta vaš inštitut financira? Ankaranski inštitut je zasebni zavod, kar pomeni, da nima lastnika, ni gospodarska družba. Sem pa njegov ustanovitelj. Njegova specifika v samih ustanovnih listinah pa je, da se ne sme financirati iz javnih sredstev občine Ankaran in da vse svoje izdelke, ki jih pripravi, občina Ankaran donira brezplačno. Slišati je tudi, da ste lastnik večnamenskega prostora, ki ga je krajevna skupnost zdaj najema od nekega podjetnika. Ali torej sami sebi plačujete najemnino? Ali to drži? To ne drži. Gospod Mišič, na vrsti ste vi. Bližamo se počasi koncu. Še eno vprašanje, morda ali poznate prvo odločbo Ustavnega sodišča o neustavnosti koprske občine? Kdaj je bila napisana in kaj je narekovala? Je po vašem mnenju potrebno spoštovati odločbe Ustavnega sodišča? Sprašujem zato, ker je bilo to, potem je sprožilo tudi pravzaprav ustanavljanje občine Ankaran in težnje po razbitju občine Koper. Težko bi kot državljan in krajan komentiral odločbe Ustavnega sodišča, vendar enako vprašanje, kot ste ga postavili sogovorniku, je prav, da odgovorim tudi jaz. Kajti edino tako boste pravični do obeh kandidatov, kar se čuti, se čuti. Najprej, gledajte, razvoj Ankarana po meri krajanov, po meri občanov. Kajti tukaj govorimo o nekih strokovnjakih, tako ali drugače izbrani, pa vemo, kako se izbirajo strokovnjaki in kako lahko priredijo zadeve, odvisno kdo je naročnik in kako ga usmerja. Jaz si pa želim, da se dejansko najprej Ankarančani in Ankarančanke odločimo, kaj bomo kje imeli in kako bomo kaj dosegli. In bomo dejansko delovali transparentno, strokovnjake izbirali na javnih razpisih in se skupaj dogovarjali in sprejemali, kje bomo kaj gradili. V osnovi območje tretjega pomora Svete Katarine, dejstvo je, da bomo tam namesto vsebine, kot je bila predvidena po državnem prostorskem načrtu, predlagali umestitev razvojno-tehnološkega centra Ankaran, ker smo že v Luki Koper skupaj z Univerzo na Primorskem in mestno občino Koper in gospodom Japec Jakopinom sklenili pismo o nameri o ustanovitvi Slovenskega inštituta tehnologij, da nadaljujemo z razvojem, kajti Luka Koper potrebuje razvojni center, Ankaran ga tudi potrebuje, tudi Slovenija in Obala ga potrebuje. In mednarodni razvojni center na območju, kjer bi ga umestili, bi bil nekako logičen prehod iz luške dejavnosti v bivalno območje Ankarana, tam, kjer se vršijo druge dejavnosti in dejansko Ankaran lahko dobi identiteto po tem, da bo slovel po znanju, po kreativnosti, po ustvarjalnosti, po drznih podjetniških idejah, ki bomo dejansko spodbujali in udejanjali. Ankaran je dejansko potrebno očistiti in ga redno vzdrževati. Vzdrževati ga in privabljati v Ankaran. Na območju polotoka lahko dejansko zgradimo vsebine, ki so pomanjkljive na obali, tako da se dejansko ponudba obale dopolnjuje. Predvsem bi dejansko morali zagotoviti ustrezne športno-rekreacijske površine, da bi privabljali tako športnike iz države kot iz celotnega sveta za priprave na državna, evropska in svetovna prvenstva in da bi izkoristili celotno infrastrukturo obale in Krasa, da ne bi gradili dodatnih hotelov, ker so le ti prazni v zimskih mesecih, da bi takrat, ker imamo izjemno klimo, v Ankaranu ponujali vse to, kar je pomanjkljivo na obali in da bi skupaj z manjšimi investicijami dosegli, da bi bila naša ponudba sokreator ponudbe celotnega območja obale in Krasa in čezmejnega območja in tako bi dejansko Ankarančanom in Ankarančanom ponudili največ, zato ker dejansko ne bomo nestrpni do drugih, ker se bomo povezovali z vsemi in karkoli bomo gradili za krajane, kajti ne bi rad, da Ankarančani dobijo občutek, da se nekaj gradi, tako kot se v drugih občinah gradi, po meri
interesov kapitala in ne po meri interesu. Hvala lepa, gospod Mišič. Še 5 minut imamo do konca. Ja, prosim, občinstvo, samo še 5 minut. V tem času bomo prebrali vprašanja iz publike, prosim, in potem zaključujemo. Ne dovolimo. Ne dovolimo. Smo že prej povedali, kako bomo zbirali, se upravičujem, vprašanja. Tako da, Tatjana, prosim, če prebereš. Vprašanje iz publike za gospoda Strmčnika se glasi, da ste pred nekaj leti bili gost Odmevov TV Slovenije na vprašanje voditeljice, ali je vaša borba za ustanovitev občine Ankaran politična želja za zasedbo dobrega delovnega mesta. Odgovorili, da nimate političnih interesov in da nimate interesa kandidirati za župana. Kaj se je zgodilo, da ste spremenili lastno mnenje? Mnenje je še zmeraj enako, nisem ga spremenil in verjetno boste razumeli, da službe, kjer sem imel 9000 evrov bruto plače, nisem zamenjal sedaj za službo, kjer bo plačana 3000 evrov bruto plače kot nek izziv. Mislim pa, da pride v življenju do okoliščin, ko je potrebno odgovorno sprejeti tudi kaj, kar ti ni ravno pisano na kožo in si ne želiš, in že to, kar se pri teh volitvah v Ankaranu dogaja, je potrditev, da sem to kandidaturo moral sprejeti in moral predložiti. In tudi delo župana bom upravljal vestno, odgovorno in po najboljših močeh. Bi bilo pa za Ankaran verjetno pogubno, če se ne bi pojavil in tega projekta pripeljal do konca. Še vprašanje iz publike za gospoda Mišiča. Zanima jih, ali ste pripravljeni zastopati interese Ankarana pri urejanju kraja do takšnega standarda, kot ga ima center mestne občine Koper. To namreč pomeni, da morajo vsa sredstva ostati v Ankaranu. Absolutno sem pripravljen, tudi pripravili smo kar nekaj pobud, predlogov, zato da se dejansko center Ankarana poveže z varno peš povezavo z nadhodom z Adrijo. Pripravili smo predloge, da se pripravimo... Prosim, če dovolite, samo še na to vprašanje. Zelo bi rad, da ste Ankarančani enotni. Zelo bi rad, da ni nestrpnosti v Ankaranu, kajte tisti, ki so vas skregali, tisti, ki so naredili to, kar so naredili, ni prav, kar so naredili. Ankaran si zasluži pravičen razvoj. Ankarančanke in Ankarančani zaslužite dejansko, da se za ta kraj dela resnično srcem in da ste pripadni kraju vsi enotni. To, da nekdo dela dve kategoriji krajanov, to, da se ustvarja takšno mnenje, ne. Zagotavljam vam, da takrat 5. oktobra, ko bom izvoljen za župana občine Ankaran, tako kot pogledam v dvorano, vas je tukaj veliko prisotnih. In tisti, ki to počnete, vas ste v manjšini. Sem zelo vesel, ker moji podporniki zagotovo spoštujejo dogovor, kultura na prvem mestu, dialog na prvem mestu. Hvala. Hvala lepa, gospod Mišič, hvala lepa, gospod Strmčnik. S tem zaključujemo soočenje, nekako smo ga pripeljali do konca. Slišali ste oba kandidata, ki se potegujeta za vašo naklonjenost. Odločala bo lahko 2735 volivcev, toliko jih je bilo na zadnje upisano v volilni imenik. Odločal bo vsak glas. Hvala, da ste spremljali, kljub nekoliko povišanim tonom, morda je prav, da zaključimo takole, da ne dovolite, da ste med seboj sprti, in hvala vsem našim poslušalcem in gledalcem, da ste nas spremljali. Za izvedbo, naj še povem, so poskrbeli naši Mitja Maršič, Mitja Jazbec, Sebastian Pelan, Samuel Simonovič. Hvala in srečno obema.